Reševanje opeharjenih delavcev ali medijski šov? Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič poziva vse delavce, ki so delali za podjetja poslanca Resnice Borisa Mijića in ostali brez plačila, da se oglasijo pri njem. Obljublja jim, da jih bo poplačal iz svojih prihrankov. Da ne gre za altruizem, ampak zlorabo opeharjenih delavcev za promocijo, so prepričani v Delavski svetovalnici. Stevanovič pa, da ima druge vzvode, da pomaga delavcem. Več Marko Gregorc. Da obsoja negativne poslovne poteze kolega Mijića, je povedal šef parlamenta Zoran Stevanovič in razkril. Ekskluzivno tokrat, da sem kontaktiral gospoda Lukića, ki predstavlja te delavce. Nisem jaz njega klical, seveda, ker nisem imel nobene potrebe in še vedno nimam. On je predlagal, koliko sem ga razumel, da bi se dobili, da bi zadevo rešili. A Stevanovič od Lukića, češ da je politično kompromitiran kot nekdanji član Levice, pomoči v resnici ni pričakoval. Vendar sem mu ponudil možnost, da pokliče vse delavce k meni na zagovor oziroma na razgovor, da se pogovorimo o tem, koliko tega dolga zares obstaja. Kdo je on? Mislim, on je faktor te zgodbi. Mislim, a je on tožilec, a je on sodnik, ali je on inšpektor, ali je on nadzorni organ. Ker se nista nič dogovorila, Stevanovič delavce zdaj poziva, naj ga obiščejo mimo Delavske svetovalnice. Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov in potem to reševal bodi si preko odkupa terjatev, bodi si preko asignacije, faktoringa, kakorkoli že. Mislim, jaz ne razumem, kaj on hoče iz tega narediti. Razen seveda, če hoče iz tega narediti medijski spektakl, da se bo našel s temi delavci, rokoval z njimi, objavil na TikToku, Facebooku in vseh možnih socialnih medijih. O usodi poslanca Mijića bodo razpravljali v organih stranke in odprti so prav vsi scenariji, pravi Stevanovič. Poslanca sicer ne more odpoklicati nihče. Ker sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih pleč, mojega hrbta prišel v ta parlament. Stevanovič obljublja, da bo pomagal tudi družini preminulega delavca. Meni je izredno žal za tragedijo. Močno dvomim, da ljudje umirajo zaradi določenih poslovnih poti, ampak v vsakem primeru mi je izredno žal in če lahko kakorkoli pomagam pri temu, da pomagam svojcem, ki so kakorkoli oškodovani s temu, z veseljem. Da za pomoč prizadetim obstajajo uveljavljene pravne poti, še Stevanoviču sporoča Lukić. Naj prevzame terjatve, naj se pač tudi s tem, tudi overjeno bi rekel, tudi s tem zaveže, naj te terjatve absolutno vse prevzame in naj plača. Naj postane ta njegov podpis tudi izvršilni naslov za terjatev. Obveznosti do delavcev naj bi znašale okrog 12 tisoč evrov, med 30 in 50 tisoč evri pa naj bi bilo še dolga do Fursa.